Kdaj je krščanstvo prišlo na naše področje, ne moramo govoriti o Sloveniji, ampak o našem področju. Tale citat iz Biblije je zanimiv. Pavel pravi, da je od Jeruzalema tja do Ilirika v velikem krogu dopolnil Kristusov evangelij. Tam nekje, ki je Ilirska Bistrica, to je bil Ilirik že. Tlele Emona, mislim, da ne, ampak se pravi, Ilirik je delno tudi slovensko ozemlje že. Čeprav je to, tole nekoliko je bil Ilirik. Gre predvsem za, recimo, Dalmacijo, pa je v bistvu dobršen del bivše Jugoslavije. No, ampak pomembno je, da že v apostolski dobi so tle bili ljudje, nekje drugje prav Pavel, da je Tita poslal v Dalmacijo, in to verjetno nekam v okolico Splita bi to bilo. Se pravi, to področje je že slišal evangelij zelo, zelo zgodaj. Zdaj, verjetno prva res pomembna krščanska oseba na tem področju je Viktorin iz Ptuja, škof, Petoviona, se je temu rekel po rimsko. On je živel tam v 3. stoletju, mislim, da se ne ve točno, kdaj je umrl, verjetno je umrl mučeniške smrti, se pravi, to je še pred Konstantinska cerkev. On je napisal tudi, kakor jaz vem, prvo knjigo, ki je sploh nastala na slovenskem, in to je Razlaga razodetja, in je ohranjena v latinščini. To je celo prvi komentar Svetega pisma v latinščini sploh. Naprej so vsi v grščini pisali. Je tudi obstaja prevod v slovenščino. Recimo, pomemben vidik tega je, da omenja Kristusovo tisočletno kraljestvo na zemlji. En od zadnjih, pravzaprav, ki omenja to, ker potem je ta nauk padel v nemilost. Se pravi, to je tam okoli leta 300, potem pa v tistem času, pa mečkam pozneje, imamo pa cerkev v Emoni, verjetno že v 3. stoletju, verjetno so tam že bili ljudje, ki so umrli tudi za Kristusa, ampak definitivno iz 4. pa 5. stoletja imamo pa ostanke v Ljubljani, si jih lahko greste pogledat. Imamo prav ostanke krstilnice, tale 8-kotna, očitno so krščevali s potapljanjem. In potem je pa še ena kontroverza, seveda, glede Hieronima, sveti Hieronim v katoliški cerkvi, še en od onih 4 prevajalc Biblije, teolog, zelo žolčen pisec, zna zelo besno kaj napisati včasih. Zelo se je za Avguštinom kregal, tako. Po eni teoriji ne bi bil iz slovenskih krajev, ne bi bil spet tam nekje iz jugozahodna Slovenija. Ampak ni gotovo. Imamo iz tega časa še nekaj raznih pričevanj, dejansko ko so začeli barbarski narodi, najprej Germani, pa potem Slovani prihajati sem na to ozemlje, so se staroselci, ki so bili večinsko kristjani, so se umaknili v hribe in so začeli graditi naselja in cerkve na vzpetinah. In tega je kar nekaj po Sloveniji, si lahko ste kdaj pogledati, recimo Ajdovski gradec v Bohinju, Ajdna, to je bliz Jesenic, Rifnik, Tonovcev grad, bliz Kobarida in tako naprej. In tle so tudi ostanki cerkva. Tako da to je en vidik, kaj je ostalo od tega, recimo, prvega krščanstva tukaj. Kdaj je bilo to, recimo? To je 5. stoletje, 6. pa zgine počasno. S prehodom tam, ko so začeli, recimo, Langobardi so prišli sred 5. stoletja sem čez, pa so šli v severno Italijo. In pa za njimi so počasi Slovani začeli prodirati. Ampak nekaj tega prebivalstva je ostalo. Vsaj en manjši del tega je ostal tukaj. No, pa imamo naslednja faza, je pa potem pokristjanjevanje Slovencev. In tukaj spet, seveda, je vprašanje, iz katerega vidika na to gledamo. Jaz na to gledam predvsem kot na katastrofo. Seveda, kdo drug na to gleda drugače. Ampak dejstva so pa naslednja. Do tega misijona je prišel kot posledica politične pogodbe med Karantanci in Bavarci.
Karantanski knez je v bistvu Avari so napadli Karantance in karantanski knez je prosil bavarskega kneza, da jim pomagi, da se jih obranim. On je rekel, ja, pod enim pogojem, da mi daš kneza, ki bo postal, mislim, princa, ki bo postal knez, da ga daš meni, da ga vzgojimo kristjana in da bo tle krščanstvo. Prav političen del. In tako je bilo. Oni so Bavarci so pomagali, Avare so premagali in potem ta knez Borut je dal kneza Gorazda, da se je pokrstil tam na Bavarskem. Se točno ve, kje je ta samostan, kjer je bil krščan. No in potem je on organiziral misijon, ki ga je vodil irski škof Virgil iz Salzburga. Organiziral ga je on, vodil ga je pa pokrajinski škof Modest in je trajal v teh letih 749 do 784. Središče tega misijona je na današnjem Koroškem, ker v bistvu je bilo tako, da je Salzburg imel čez do Drave, se pravi, to je Koroška. In središče Krnski grad pa Gospa Sveta na Koroškem. Ampak čisto za vsak slučaj so imeli zraven še tudi neke vojske, ti misionarji. Čisto, da bi stvar šla lažje. No, in zdaj, v virih boste videli, da se to imenuje, da je to irski misijon. In to je pa zdaj zelo politično pomembno vprašanje, ker veste, da irski misionarji so bili nenasilni, da so oznanjali evangelij, kako bi danes rekli, medtem ko germanska metoda je bila pa dosti bolj nasilna. No, ampak dejansko obstaja seznam imen 30 misionarjev, ki so prišli, 2/3 sta nemški, 1/3 je romanska, eno ime je irsko, eno pa slovensko. Se pravi, definitivno to ni bil irski misijon, saj ne v večini. Definitivno je šlo predvsem za nemški vpliv. In je pa zanimivo, da 1/3 je bilo pa Romanov, to so bili pa verjetno te staroselci, ki so preživeli. Prav, oni so delno lansirali ta misijon tukaj. Ne. Samo zdaj, to, kar je pa tle tragično, je pa potem tole, ne, da eno generacijo potem, ko se to zgodi, med seznami karantanskih knezov ni več slovanskih oziroma slovenskih imen, ampak nemška. Dejansko je s tem prišla nemška nadoblast, ki je trajala tukaj do konca Avstro-Ogrske. In to je zelo zoprno zgodovinsko dejstvo. Krščanstvo je sem prišel skupaj z nemško nadoblastjo. Se tudi zato se vemo, zato je bil tudi upor tukaj. Ne? Določeni karantanski knezi so se najprej temu uprli in to je to, kar Prešeren opisuje v Krstu pri Savici. In vemo, kako se je končal. Tisti drugi knezi, ki so hoteli po kristjansko delo, so zgubljali in so spet Bavarce poklicali. In Bavarci so prišli in so z vojsko stvar uredili. In zato pa pol tudi ni bilo več slovanskih knezov, ampak so bili bavarski. Je pa zanimivo, da tle, kjer smo pa mi zdaj in kjer smo ostali, ker mimo grede, ne, tudi ni slučajno, da je vse to področje postalo nemško govoreče. Ker nemški misijon je imel zraven tudi ta vidik, da so pripeljali prav nemško govoreče misionarje in se jih naselili okrog samostanov in tako naprej. Obstaja knjige o tem. Medtem, ko tle ta del, ki mu danes rečemo Slovenija, je pa spadal pod Oglej. Oni so se sicer tudi nekaj trudili, ampak jim ni uspel. Ampak verjetno smo zaradi tega danes Slovenci, če ne bi kaj drugega. Boljš etapa se mi zdi tole. To pa je 100 let poznej. Spet, pač govorim iz svojega stališča, ki se ga da spodbijati, kot seveda. Ciril pa Metod. Ona dva sta bila brata, misionarja, ki sta bila doma sta bila iz okolice Soluna. Oče je bil Grk, mama je bila verjetno Slovanka. A to veste, da še zdaj, ali pa še pred 50 let je bila okolica Soluna slovansko govoreča. Preden so jih Grki pobili od Makedoncov. To so bili Makedonci tam. No, v glavnem, ona dva sta znala ta slovanski jezik, ki sta prišla na Moravijo, to je del današnje Češke, in sta štartala zelo uspešen misijon.
Ona sta šla striktno na bogoslužje v slovanščini, sta prevedla bogoslužne knjige, tudi Novo zavezo in Biblijo sta začela prevajati, potem njeni učenci so prevedli vso Biblijo in sta imela izreden uspeh. Imela sta pa tudi zelo pameten pristop k misioniranju. Ona dva, ki sta prišla do teh knezov, sta zmeraj rekla, dajte nam 50 najbolj pametnih mladeničev. In sta jih vzela in sta jih učila. In sta jih izobrazila in to so bili njuni učenci pol. In zaradi tega dejansko potem je nemška cerkev dejansko z intrigami je ta misijon kompletno sesula, ampak učenci so preživeli in so to odnesli v Bolgarijo, Makedonijo, Srbijo. Je pa zanimivo, da ostanki tega misijona so tudi na našem področju bili dejansko tako imenovana glagolska maša, ki je pravzaprav pravoslavna maša in zapisana v glagolici. Dejansko so jo ohranili ponekod na Hrvaškem, bolj na teh zakotnih krajih, na otokih, pa ponekod v slovenskih Istri. Se pravi, tukaj je bil evangelij oznanjen, lahko definitivno rečemo, in tudi je bil evangelij preganjan. To pa vidimo, evangelij je bil oznanjen in preganjan. Pol v srednjem veku imamo seveda brežinske spomenike, in tle je zanimivo, če jih natančno prebereš, to je za ljudi, ki so že bili krščeni, ampak še vedno pa vidiš, da živijo pogansko iz določenih stvari, ki jih izpovedujejo, se to vidi. In je tudi zanimivo, jaz sem še prav štet, Jezus se omenja, mislim, da enkrat ali dvakrat, Marija se pa omenja 4-krat, 5-krat. Ne, se vidi, pač smo v srednjem veku. Zdaj, bolj zanimiv pravzaprav pa ta celovški rokopis, pa potem svetogorski rokopis, tukaj je pa apostolska veroizpoved, Oče naš, pa Zdrava Marija, ti trije molitveni obrazci so tam, se pravi, to je obstajalo v slovenščini, očitno. Kar se tiče duhovnosti, bili so samostani na našem področju, večino so bili tuji menihi. Ljudska pobožnost je bila pa predvsem seveda Marija, svetniki, prazniki, romanja in veliko pač te gradnje cerkva po hribih je bilo, še v 14. stoletju so zabeleženi primeri čist ortopoganskih obredov, se pravi, večina ljudstva se ni res preobrnila, je dejansko bolj ali manj nadaljevala ali pa je pač nadaljevala to pod preoblečeni obliki v raznih tako imenovanih krščanskih obredih. Seveda ključen prelom potem dobimo v 16. stoletju, Primož Trubar. Zdaj ne vem, tukaj ne rabimo detaljno o tem, se verjetno o njem dosti veste, bil je duhovnik, šolil se pod reformiranim katoliškim škofom Bonamom in takrat je bil oznanjen na tem področju evangelij. To celo, recimo Janko Kos, tako razlaga, da takrat je bil evangelij celovito oznanjen prvič. In hkrati smo dobili s tem svojo identiteto, ker on je prvič začel omenjati Slovence in se je razločil od Hrvatov, recimo čisto z tem, kako je jezik razumel. On je potoval okrog po Sloveniji, po teh deželah, ne pridigal, organiziral je protestantsko cerkev. Je zanimiv zato, ker je on nekako ni pristajal na te delitve znotraj protestantizma, recimo med Lutherom pa Zwinglijem. On si mirno dopisoval s Zwinglijevim naslednikom, ker so mu zelo očitali in je zelo jih nastradil zaradi tega. Tako da on je mislil drugače tukaj. In tudi on je ful trpel, bil izgnan večkrat, umrl v izgnanstvu. Reformacija je za nas ključna, ker ta pojem, Slovenci, zdaj tle se ne vidi, napisana je Tavola Nova di Schiavonia, to bi lahko nekdo rekel, da je to Slovenija, ampak gledajte, kaj je to, to je pač cela bivša Jugoslavija, to tukaj gor. In ta pojem je bil prej uporabljen širše, Trubar ga je pa definiral, ga je razmejil točno na kolpi, je mejo potegnil, ker je tudi, to pa je zanimiv, to vprašanje pravzaprav je prišlo pri vprašanju prevajanja Biblije. Trubar je trmasto vztrajal, da je treba za Slovence prevajati posebej kot za Hrvate. In tukaj je šel proti common sensu tistega časa.
No, in ta sestanek, lahko si zapišete, januar 1555 je padla odločitev, da je treba prevajati ločeno. Vergeri, tale na levi, je zagovarjal, da je treba v en jezik prevajati. Pač tako, kot je na tem, tako je on videl stvari. Skiamonija je eno področje, kjer se govori približno en jezik z različnimi dialekti. In je imel prav. V tem smislu, tako se je takrat mislil, tudi za italijanščino pa za nemščino so isto naredili. Niso šli prevajati za vsak dialekt, ampak so šli prevajati v en centralen dialekt in to je rado knjižni jezik. Trubar je pa v bistvu izsilil, da se je za Krance, Korošce, Štajerce prevajal posebej. In to je posledično, da se je naredil za narod. Iz kje je pa bil ta Vergeri? Vergeri je bil Italijan, rojen, Benedek Harkej, ampak živo je pa v Kopru, on je bil koprski škof najprej. Potem je bil celo papeški osebni. Nisi nič poslušal. A nisi poslušal muzikla? Nisem Ja, videl prvi spet dan. pa Vergeri. A ste res, ko si italijan zbil, On je bil celo papeški odposlanec, oseben odposlanec in je šel k Lutru na sestanek, da bi se menil za koncil. Luther se je bil pripravljen pogovarjati, ampak Vergeri je počasi potem prestopil na protestantsko stran, je bil pol en vodilnih teologov v Tübingenu. In je on se je zavzemal za misijon tle med Južnimi Slovani. In je bil on zelo pomemben pobudnik tega misijona. Tudi Trubar je podpiral finančno. Trubar ga je zelo pohvalil. Trubar je začel pisati zaradi izgnanstva in to je zanimivo. Če ga ne bi izgnal, verjetno ne bi napisal nobene knjige. Ampak ker so ga izgnali, ni mogel več pridigati. In ker ni hotel nehati pridigati in napisal knjigo. Je bil to način, da nadaljuje. In to je pogumno. To je pač ta katekizem. Potem je prevajal svetopismo iz latinščine in drugih jezikov. Dolgi predgovori, prvo slovensko strokovno teološko besedilo, cerkveni red, samostojna protestantska cerkev. In seveda tole je pa najpomembnejša stvar. To je pa Biblija in Dalmatin je bil Trubarjev učenec. Trubar je skrbel za njega in mu pomagal priti do izobrazbe. In to je pač potem definiralo slovenski jezik in je spoštovan zelo ogromno delo. No. In zanimivo je, no, da tudi pol v proti reformaciji, ki je lansiral tale mož, Tomaž Hren, je s posebnim, to je hecno, vse knjige so zažgala, z izjemo Biblije in on je bil posebno dovoljenje, da jo obdrži od Vatikana. In to je zanimivo. In se pravi, so katoliki tudi sprejeli to Biblijo vsaj delno za svojo. In dejansko so jo uporabljali 200 let in potem čez 200 let, ko je Jurij Apel naredil katoliško izdajo Biblije, je zelo jasno povedal, da je uporabljal Dalmatinov prevod in ga je posodobil pa popravil. Tukaj je zanimivo, da so oni tudi sprejeli to jezikovno izbiro, ko so protestanti naredili, ki takrat ni bila samoumevna. No, se nam samoumevno, da se slovenščina jezik, da to ni en dialekt ene, ne vem, hrvaščine ali ne vem česa. Takrat to ni bilo samoumevno, ampak so naredili ta korak. No, barok, to bi mogoče omenil, to ni če veste, ampak barok je umetnostna smer, ki je bila prav imela za cilj, da ljudi odvrne od protestantizma, zato je zelo taka bogata, zelo okrašena, zelo veliko se dogaja. Nekaj protestantski pristop k cerkveni umetnosti bil zelo tak, bolj hladen, čim manj tega, medtem ko tle je bilo pa vse zelo bujno, vse se dogaja in tako naprej. In zato je večina tudi zelo starih cerkva v Sloveniji uničena z barokom, zato ker so stare freske enostavno prekrili z novimi in so jih uničili na ta način. Barokizacija se je dogajala. Dobro, 18-19 stoletje se v Prekmurju se obnovi protestantizem in oni takrat prevedejo novo zavezo v Prekmurščino 1771 in potem psalme v 19. stoletju še. Potem se sred 19. stoletja se v Ljubljani dovoli luteranska cerkev, ampak so bili večinoma samo Nemci not.
Ampak potem pa britanska vidišna družba začne tiskati slovenska svetopisma, Novo zavezo, posamezne knjige. Josip Stritar, naš pisatelj, je prevedel Novo zavezo in psalme, pa še par drugih knjig. In to se je širilo po Sloveniji, tako kar množično. Potem pa, kar je predvsem važno, pa po mojem tole, je pa tale Anton Hraska. On je iz Češke bratske cerkve, to je spet vsaj delno povezan s temi češkimi brati, katerih smo omenjali prej. In on je prav izrecno rekel, da je prišel, da je evangelije med Slovenci znova zelenelo. On je nadaljeval, recimo izrecno je hotel nadaljevati Trubarjevo pa Dalmatinovo delo, prav tako se je videl. In je spet prevedel celo svetopismo in izdal je časopis, drugo literaturo, imel javno predavanja, sam je imel zelo malo uspeha, tako ni, in tudi veliko sem mu nasprotoval. Ga pa tlele najdemo na tej fotografiji na hišnem bogoslužju in tale mož zraven njega je Vekoslav Korošec, ki je eden od začetnikov baptistične cerkve v Sloveniji. Hraska je direktno povezan z začetki evangelijske cerkve v Sloveniji. In te so se dejansko začele takole. Leta 1923 je bila uradno prva baptistična cerkev v Trbovlju. Jurij Čater je bil pastor, desno gor. Potem 1933 je prva binkošna cerkev v Prekmurju. Jožef Novak je bil prvi pastor. In potem je že pred drugo svetovno vojno bila tudi bratska cerkev, se pravi te tri evangelijske cerkve so bile pri nas. Pa seveda v 20. stoletju je bilo precej enih prevodov Svetega pisma. Tukaj so našteti, kako grejo. Se pravi, precej po drugem Vatikanskem koncilu je ekumenska izdaja bila prvi skupen prevod